This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Dobro jutro. Ja, na neki točki rabiš nekoga, ki ti stoji ob strani. Ja, Jožeta, ne Mojco, ne Petra, ne. Nekoga se pa lahko človek zanese v današnjih dneh. Ja, na nobenega, ne. Na ta, ti stoji ob strani. In kadar si dost odmaknen v življenju od stvari, ne, pogruntaš, da vse, kar ti ostane, si ti sam in takrat si nepremagljiv. Pridemo pol kasneje do enega tacga zapisa. April je, in to 14. april, 144. In na današnji dan se je potopila nepotopljiva ladja, ne? Le kako je to mogoče, če je nepotopljivo, potem se pa potopi. Peder je do Titanic, na njem so bili, verjetno poznate vse to od Titanica, ker je to najslavnejši potop vseh časov. Le zakaj? Najverjetneje nekomu precej pomenilo, da se je ta ladja potopila, ne? Mnogo različnih zgodb kroži tudi o tem, da je namenoma bila potopljena, da namenoma je bilo premalo rešilnih čolnov, da namenoma je bila zgrajena velika pejna urad za enkrat samkrat se zapeljati do te prve ledene gore. To je ena izmed razlag, kjer naj bi Rockefellerji in Rothschildi na to ladjo zapakirali najbogatejše ljudi, ki so bili pripravljeni v Ameriki v takratnem času, ko je bilo 1912, so želeli ustanoviti nek bančni sistem, no pa so Rockefellerji raje naredili Titanic in ga potopili. Ker jaz sem se spraševal, ko sem malo bral o tem, sem se spraševal, pa kdo pa zdaj, a veš, nekdo je financiral izdelavo ladje, Madonna, ta človek je mogel bankrotirati po vseh teh milijonih, ki jih je mogel vložiti v izdelavo ladje. Pa o tem ni nikoli nobena zgodba vam priplezala, ne? Ali pa jo jaz nisem zasledil. Skratka, zgodb je precej. No, skratka, na današnji dan se je Titanic potopil in zdaj ta bančništvo, ne, se tudi počasi potaplja. Zdaj celo iz Slovenske deželne banke že sporočajo, da če slučajno banka propade, do 100.000 krijejo državne rezerve, ne. Zdaj to pomeni, da nekje boš banka propade, ukinejo ti račun, ti pa 100.000 je pa nekje, te čaka nekje, ampak živ Bog ne ve, nekje na kakšen način ti propadajo. Dobro, se mogoče pretiravam, ampak banke kar zapirajo svoje vrata po Ameriki in po svetu, pa no, očitno pri nas tudi že hočejo mičkeno nakazati, da se lahko tudi kaj tacga zgodi, da kakšna banka propade. Pač tlej se zgodi, kakšen tak dan zoparen pride, pa banka propade, ne. Mislim, kako lahko propade banka, mislim, kako nima banka denarja, mislim, kdo ga pa ima, če ga nima banka, državne rezerve, pa kdo skrbi za državne rezerve, to je kakšen Jože ali Marička, ali kaj je zdaj tu, sem, banka, ne. In počasi bomo vsi skontali, da je ta bančni sistem ena navadna Ponzijeva shema, vzamem tukaj, pa dam tebi, vmes zaračunam obresti, pa dobim jaz, ne. In dost podobno delajo tudi zavarovalnice, ki jim zdaj seveda valjda ni dost, ni česar, ne. Je treba iz prostovoljnega zavarovanja, ki ga seveda jaz nisem plačeval, kam prostovoljno, jaz sem se prostovoljno odločil, da ne. No in zdaj prostovoljno zavarovanje je ukinjeno, bravo, no imamo pa obveznega višjega, no, v vsakem primeru priletiš na kajlo, top. In tako so nam te kajle podtikali kar v eno, sem na vseh straneh. In še največja ironija je, da zdaj to zdravstvo je drago kot pes, v isti sapi zdaj sem nekje ujel, da še rabi milijone in milijone za vzpostavitev zdravja, po drugi strani pa toliko in toliko enih zgodb slišim, da jih ne moš priklicati na telefon, da se ti na mail ne odgovorijo, da traja, no, stvari, da čakalnice so prazne, dohtarji so zdaj dopusti, premestitve, specializacije, vse sort, skratka ni jih, ne. Po drugi strani pa delegacije vozijo pravosodne in
še marsikaj, na 2 ladjici, ki še vedno stojita tam, kamor so te delegacije, upam, da namenjene, torej v pristanišče poleg reke. Včeraj sem rekel, da je to suhi dok, ne, ni suhi, nego je remont delavnica, ampak te ladje so iz, koliko so stare, zgrajene leta 2017, veš, ki se ful kvarijo, ne. To smo tudi že obdelali. Le, iceberg, vidiš. A vi ste, da je jel kalamare, patagonske. Tu za nami je panorama Patagonije. Pač tako, da malo spoznavamo še svet s potjo, ko domače pimo in čakamo. Ne? Dragi moji, tole v ozadju sem vam pripravil eno playlisto meni zelo ljube skupine glasbeno, mislim, niti ne skupine, ampak audio inženirjev, ki so sestavili gibanje Playing for Change in so najboljše glasbene osnove vzeli in jih dali zašpilati glasbenikom po svetu, predvsem najdenih na ulici, in tudi prvi je bil Playing for Change, One Love, kjer poje ta originalni, njihova prva izdelava. Skratka, to so moji tonski bratje, ne? Norci pač, in so v nekaj letih, no se je že kar nekaj let, naredili kar eno dobro gibanje, precej prepoznavno. Super. Playing for Change, igranje za spremembo na svetu. Osija. Samala. Kiskasi. Dobro, skratka, Titanik se je potopil zelo na brzino, rešilnih čovnov ni bilo več, je zmanjkalo, nekako niso obvestili dosti zgodaj tistih ladij za reševanje, pa še potovali so s tem Titanikom tam, kjer ladje načeloma ne potujejo, ker so tam ledene gore. Zakaj je še Titanik glih prvo plovbo in on glih dup, ne. Torej, nekaj hudo ne štima, tako ne štima z dvojčki, tako ne štima praktično z ničemer, ker je vse izlagano, vse prirejeno, zato da ovce smo sledili, ne. In tudi religije same po sebi so bile točno vodenje v pogubo, pač so bile napisane in ljudje so tu verjeli. Zakaj so verjeli? Zaradi tega, ker nihče ni nič razmišljal svojo glavo. Pa Sokrat ali Aristotel, kdo je že naredil kip, a veš, misleca, ne? Bodi mislec. In mi tudi tega nismo razumeli. Zdaj pa počasi razumemo, da če slišimo od kogarkoli, ni nujno, da je res. Nič. Zaradi tega vas tudi probamo opozoriti, ne verjemite nobenemu, ne sledite nikomur, poslušajte pa sebe. Ampak ne morate sebe slišati, če je džumbus, a je tako. Torej je treba calm down your mind, se pravi ugasniti misli, ki predvsem niso naše, tiste te negativne, a ne, so bile nam uprogramirane, nam ucepljene noter in smo na osnovi tega, bom rekel, sami sebe šraufali v minus. Ja, no, skratka nobenemu verjeti, ne, treba je razmišljati svojo glavo. In zdaj sem zgubil, kaj sem hotel vam v osnovi reči. Ne vem, bomo šli pa naprej. Da je z boji fertik. Konc je teh bojev z zunanjimi demoni in notranjimi demoni. Jaz to tako občutam. Zakaj pa? Zaradi tega, ker sem odstranil svojih 13 teh, bom rekel, napačnih nekih sovražnikov, ne, sovražniki. Zdaj sovražnik naš seveda je notranji, zdaj pa moram prav poiskati, ki sem jaz to napisal, zato ker jaz to vse imam. Pozabil sem pa, kam sem dal. To pa drži. Na pikniku sem že. S slikami. Joj. A se to bilo pred piknikom? Joj, ne, pa zdaj ne bo. Ja, pa bom najdel, ja, lahko. Valjda. Z druge strani, jaz moram zmeri z druge strani krent. Ne, tudi tle ne bom več najdel. Sorry, ja, viš, kako jaz takoj zaglajzam. Ampak z namenom, zaradi tega, ker vam želim povedati, da imamo notranje sovražnike, vsak svoje, a veš, in mi jih moramo poterati iz sebe,
ven, evo, nevidni sovražniki, ki so posledica notranjega strahu, ne? Pride do egoizma, to je naš notranji sovražnik, je egoizem, sami sebi smo sovrak, se zastopimo. Egoizem, arogantnost, napuh, sebičnost, pohlep, poželenje, nestrpnost, jeza, laganje, goljufanje, ogovarjanje oziroma klevetanje in obrekovanje. No ja, to je to. To so stvari, ki pridejo na plano zaradi lastne nemoči, strahu, ki je posledica tega, nimam dovolj moči, ne, rabim še nekoga, oziroma nekoga dreh potlačiti, da bom jaz gledal bolj hud. Ne. To je bila tudi princip delovanja narcizma, ne, kot tacga. In te stvari, te sovražnike je treba seveda notranje odstraniti, da se zares lahko borimo pa s temi vidnimi sovražniki, ki jim jaz rečem še vedno narcisi, pravzaprav te paraziti, pijavke, energetski vampiri in energetski narkomani, ne znajo si pomagati, rabijo energijo, ne znajo sami jo nafilati, ker nimajo, bom rekel, tega alternatorja za filati vse. Ne, mi gremo v naravo pa se nafilamo, oni pa pač ne. Zoprno pride kakšen dan, ko ugotoviš, da v bistvu so v naravo hodili v bistvu zaradi tega, da so izgledali tako kot mi, ne, so nas oponašali. So delali tako, kot mi smo šli v naravo, čakaj, imam drugo stran, mi smo šli v naravo se nafilati, oni so šli pa glumiti, da se filajo v naravi. Kaka fora. No, evo, pa sem jaz tu gotovo, veš, tam, ko sem se zgubil neki zboji, je konc, zaradi tega, ker jaz sem te nevidne sovražnike v sebi premagal, jih ozavestil, no, to je bilo čisto dovolj, da sem tudi pri sebi rekel, tole je ego, aha, tole je pa poželenje, aha, želja, po želji, poželenje nisem po seksu, ampak je po želji, in te želje smo se pogovarjali, treba flikant stran, ker magnetizem je tisto, kar je pravilna stvar, torej kompas kaže po magnetizmu in kamer kompas tvoj kaže magnetizem, kaj moraš iti. Če imaš neki hudo rad, pol greš kaj, ne zato, ker si želiš. Jaz se tudi želim imeti novega MacBooka Pro, da bo pel v meni te stvari bolj, ki se zagrene, pa da bom tle na tem laptopčku vam šraufal. Ampak mislim, ne univerzum da, če ga rabim, če ne, pa tudi to je v redu, kaj ni? Mislim, nekako se da, ne, televizija zadnje je prišla do mene, lučka, tudi, a veš, kras je zadnji, tudi, ne, tako da, univerzum bo že dal, če bo treba, bo pa MacBooka Pro pripelal, ne? Enkrat, ne? Zdaj, ali novega rabljenega, ne vem, mogoče se bo pa kdo najde, bo rekel, pa meni pa doma leži, ki ga sploh ne znam nucati, zamenjam za kaj bolj enostavnega, veš, mogoče mogo tako štartati, pozabi. Želje stran, res želje stran, Bog že ve, kaj mora dati in kdaj mora dati in komu in koliko mora dati in vse v bistvu je že določeno strani Boga. Turčič, kaj si zdaj Boga najdu opet? Mislim, katerega Boga imaš v mislih? Imaš Krišno, Allaha, daj, malo se zber. Jaz sem rekel, Bog je tle noter v nas, ne? Bog je v nas, Bog je naš, višji jaz. Lej, kaj je prima, kaj se rima. Zunaj je pa zima, mislim, 14. april nam je pa sneg za pol ponoča, veš. Mislim, kaj tacga. Ampak dobro, tudi to mora biti. Zdaj, teoretiki zarote, unite navidezni, zdaj krčijo, ja, zdaj pa vidite, kaj je dol palu, pa železo, pa aluminij, pa težke kovine, pa zdaj sneg, to ni naravno, ne. Kaj ni naravno, da sem Pankraci, Servaci pa Bonifaci rabijo še 14 dni, da pridejo, torej ledeni možje, kjer je tudi možnost in pozebe in snega in vsega. Tako da to je vse okej, zunaj je vse okej, če 14. aprila malo sneg zapade, noč strašnega, saj bo se tudi zginil. No in jaz sem rekel, da notranji jaz je Bog v nas, ne? In zdaj neka debata bila, če bi bili popolni, potem bi bili bogovi. Ni res to. Nihče ni popoln in Bog je v nas in ta nepopolnost je točno to, kar nas dela unikatne. Ne? Saj nimamo dva človeka na svetu enak prstni odtis. Ne? Zdaj, kateri prstni odtis je popoln? To ti ga. Zdaj pa katera letnica v deblu je bolj popolna od druge, ki je tudi bila bolj popolna, zdaj odvisno, ki zarežeš, ne, in tako, katero drevo in tako. Ampak, veš, ni popolnosti, ampak vse je popolnoma prav tako, kot mora biti.
tudi vse naše situacije. No, skratka, nepopolnost je lastnost nas in konc koncu tega, ki je v nas, torej Boga. Pa boste rekli zdaj pa, to pa ni res, Bog je valjda perfekt. Ja, mi moramo se zavedati, da mi smo vsi eno, ne? Ker več nepopolnosti pa naredi na celoto. Ne? Ja, ta ribica sama je ranljiva, skupaj pa so nepremagljive, ne? Konc koncu. Ampak na tak način, pa se v tem smo že se pogovarjali, na tak način moramo mi nekako razumeti celo situacijo, da not je Bog, ne tam. In religija je točno to naredila, kaj, glih kontra, tam je Bog, stvarnik te gleda. Sam sebe gledaš, a si naredil greško ali ne. In zdaj iz tega naslova pridemo do točke 11. Božje zapovedi, ne delaj se neumnega, da ne veš, kaj delaš sam sebi in okolici. Ne? Če pa ti sam svoje dejanje gledaš, zdaj najlažje je, zatisneš si oči, pa ne vidiš, da delaš bedarije, ne zatiskaj si oči pred svojimi dejanji, je tudi taka znana stvar, ne? In ljudje se nočejo pogledati v sebe, kaj delajo, ker je grdo in smrdi in bo seveda v očiščevalnem, ozdravitvenem procesu, v katerem smo, seveda stvar tudi bolela. Ne? Včeraj sem prebral eno preporod ali pa vstajenje ali pa prepoznanje samega sebe ali pa širitev zavesti, ni nekaj, kar se zgodi na klik, flash ja, ampak sam prehod pa je dolgotrajen proces, kjer univerzum od nas zahteva striktnost, vztrajnost, bom rekel disciplino, vedno moraš reagirati tako, kot si se naučil v lekciji dan pred tem ali pa mesec pred tem, in univerzum nam vedno znova daje teste, ker naprej v dobo 5 ne gre noben umazan in univerzum skrbi za našo čistilno klizmo, da pridemo na bom rekel, na cilj, če se temu reče cilj, čisti in svojo integriteto. Če je danes tako, bo tudi jutri tako in tudi drug teden bo tako in za zmeraj bo tako. Ne pa, da bo enkrat nekdo prišel pa bo rekel, tle imaš pa 2 milijona, pa naredi drugače. Dragi moj, nimaš ti milijonov. Ne? In to je ta integriteta, ki jo, denar je sveta vladar. Bil zato, ker folk je padel na to foro. Tle imaš dinčke, zdaj enemu so dali sam liziko, en je rabil pa veliko več. Ne? Koliko je že naša Logarjeva pobrala? 3 milijone, koliko je dobila za to, da je kričala v tisti butasti majčki, da so učinkovita zdravila. Mislim, da je ta peciva. Hvala Bogu, ne? Hvala Bogu smo na koncu časa, ker veste, če bi njim speljala ta ideja, kar so si zadali, bi bili mi res zadnja generacija, ki tepta to zemljo. Ne? Ampak zdaj mi že vsi vemo, da jim ni uspela prevara in nekdo jim je stopil na prste in to je valjda Q itak. Ne? Zdaj pa pravi, kje imaš dokaze, kao sem te se urad vsi skupaj, jaz to ne bom več dokazal, objavil sem na Facebooku, 3 leta. Dost je, stari. Kdor ve, kdor noče vedeti, kdor hoče pa drsati me pa ne bo drsal. In sem zdaj kar na konkretnih blokadah, čim vidim začnem en petkrat, dam jaz prvi odgovor lep, dam tudi drugi lep, ko vidim, da po tretjem še vedno se vrtimo v unem, veš, ko smo rekli, pri narcisu se nikoli ne konča neskončna debata, ne? Po tretjem jaz to odpikam. 3-krat pa dam zaradi tega, ker bi rad preveril, ali imam te opravka s človekom s travmatskim sindromom ali z narcisom. Ampak jaz to odbijam nemudoma, 3 leta je pa dost. In kadar je dost, je dost. Vse smo se pogovarjali, kadar je ne, je ne. In so nam rekli, jo pa vesolje ne pozna besede ne. Opa, še kako zelo močno jo pozna. Vse to je bilo spet ideja sistema satanističnega. Vada, da pozna sistem ne. Ne je ne, pa pika, stop. Ne boš šumame in ne boš me več drajsal s svojimi igrcami. Ne, valjda, da pozna vesolje besedo ne. In tudi mi jo moramo prepoznati in predvsem pa nucati v vsakodnevnem življenju, kadar pridejo te pijavke blizu. Ne? Dobro, ko smo že glih pri pijavkah, s prstom kazati, kdo je grd, pa kdo ni grd,
nas naredi enake kot tisti, ki so grdi. Ker s prstom kažejo grdi. Ne? Poglejte farizeje, kako žgejo drug po drugemu. Celo mene so se spravili neki. Sicer ne poimensko, ampak v kontekstu en si je pa zmislil Božjo zapoved, pa 11, zdaj pa ne dela tako, ko se zagre. Saškica, ne? Pljuvati po vsem in po vsem. O narcizmu je treba govoriti, o narcizmu. Ne? Saškica, tudi zate to velja. Narcizem je problem. Vse ostalo tudi, ampak ta glavna stvar je narcizem. Vse je bilo narobe, da ne bo pomote, ampak ne bomo spremenili nič. Mislim, mene je res zanimivo, ko folk pravi, ja pa Trumpa čakate pa nekaj. Ma kaj čakamo, mi smo sami sebe zbildali, tako zelo močno zgradili, da je brez primere in se lahko strinjamo, da je zadnji mesec, zadnje 2 meseca res poznati vzpon lastne integritete pri vsakmu izmed nas, plemenskih, po drugi strani pa tesnobo in slab občutek teh, ki so delovali narobe. Čakaj, zdaj pa pridem na to, ne, da ti, ki so bili grdi, ne, pa so sledili, ker ne razmišljajo, ne, so se poškodovali s cepivi. Smatram, da zdrav duh v zdravem telesu, če je bil prisiljen iti po cepivo, ne, da mu cepivo ne škoduje, ker vibrira visoko. Kdor pa je vibriral nizko že prej, pa ga bo cepivo dokončalo. Pa tudi, če ni bil cepljen, pa vibrira nizko, ga nova doba ne bo pustila naprej, zaradi tega, ker pač to je naše zažiralo in zažiralke ne bodo šli naprej. Meni ni več nobenega žal, za nobenim več ne sočustvujem, ne žalujem niti, o tem je bil zdaj par debat, sploh včeraj sem en tak debatni dan, zato tudi ni bilo videa, ker sem se poletil, da ga bom 2-krat, pa enostavno nisem bil sposoben, sem pa druge stvari, no, počel se rezultat imamo pa zdaj tle, se v redu. Skratka, nekako imam občutek, da smo že prišli do tega, da ne obžalujemo več teh, bom rekel, izgub ali pa joj, pa ima pa raka, pa kapga je pa ovo, stari moj, 100-krat smo ti rekli, ne drsej, ne, in vi, kaj boste vi teoretiki zarot, je že v redu, cool, zdaj pa pejt, kamor ti je mesto, sorry, jaz sem naredil svoje, več pa tudi ne morem. Torej, čustvena navezanost, kar dajmo stran, kdor mora iti, bo šel, no hard feelings, nikaj. Ena ful dobra mi je vmes smisel, pa šla, pa je že šla. A vidiš, človek ne zapiše. Zdrav duh v zdravem telesu je star rek, ki ga poznate vsi. Zdaj, ko nekdo izgleda slabo, je najverjetneje noter tudi duh bolan, ne? In oni izgledajo, sem si napisal, oni so bolni, ker so znotraj taki, imajo bolan duh, ne? Dušo so tudi frderbali, prodali, uničili, dovolili, da je bila uničena. Niso držali se svojih moralno-etičnih kompasov, ampak so potlačili. Seveda, valjda rezultat se nekaj pokaže ven in karma tudi prihaja za vsakim, nič bat. Setev in žetev, kaj ne? Čakaj, jaz to snemam, sem se zdaj ustrašil, da morda sploh nisem posnel do zdaj. Dobra fora. Vibracija raste nasploh v vsakem posamezniku in v kolektivu. Glih zaradi tega, ker v bistvu ni več nič teorija zarote, vse so dejstva in resnica. In ker smo mi prišli do tega, da smo rekli, alo ljudje, pa mi smo vam dopovedovali, pa niste pa nič, in zdaj oni probajo še pamet soliti in trsk pobuči, ne fizično, ampak s kakim užitkom, sem vam rekel. In kaj zdaj? Nič, zdaj pa pejt, kamer so ti drugi rekli. Ja, pa ni zdravnikov, pejt k njim nazaj, ker jaz sem te tudi na to upozoril, pa ste bili brihtni, ne? Pejt zdaj, in tak, bom rekel, občutek, pa ne zadovoljstva, pa ne škodoželjstva, ampak jebem ti prav sem mu, ne?
Pa ste se mi režali, peš, to se reže zdaj, kamor se šte. Jaz sem v redu, jaz sem zdrav, jaz se počutim vrhunsko, kot bi lahko gore premikal, taka sila je v meni. Res, in bom jaz vam zdaj nekaj vžgal, sem hotel še kaj reči. Imam še, ja. Čakajte, ne ta, ampak Q5. Ja, čeprav je Q6. Lej. A higher consciousness of people begin to feel the earth. Višja, kako če me reči, ljudje z višjo zavestjo so začeli polniti zemljo. Kaj to pomeni, da so vesoljci pristali, ne? Da jih je čedalje več, nas je čedalje več? Ne, samo ljudem se odpira zavest, viša se nam zavest in to pomeni, da zdaj nas je čedalje več ozavestilo, nas je čedalje več zavestnih, ne več toliko nezavestnih, ker smo spančkali v komi. Torej, že smo začeli polniti zemljo in prav je tako. Sem prav vesel, da je mislim, prav vesel. Kaj če biti jaz vesel? Valjda sem, ampak nekdo mora biti še bolj vesel, ker plan belih deluje tako, kot se zagre. Due to personal reasons, se pravi iz osebnih razlogov, bom ignoriral vse, kar čutim kot prisilo, kot fake, torej izmišljotinko, nepotrebno ali neporavnano z mojo rastjo oziroma zdravljenjem. Jasno? Jaz sem sebe dal na prvo mesto in to je moj osebni razlog, da vse, kar ne vibrira z mano, kar občutim kot prisilo in tako ne gre z mano naprej in to ignoriram in ne dotikam se tega več. Okay? Tudi vam dam, mislim, kaj če dati, jaz vam to na svet, to je nekdo napisal, kaj, mislim, sem prevedel. Tudi to sem, ne to, ena druga izvedba, bodi kdor si, da te bodo našli ljudje, ki te iščejo, ne, sem narobe vam prebral, bodi kdor si, da te bodo ljudje, ki te iščejo, lahko našli. Naše pleme išče naše ljudi. Ne moramo, mislim, na ven so res vsi ljudje izgledali enaki, ampak to je bil fake, na noter jih pa prepoznaš, se mislim, da naslednja je tale, točno tako je. Zapomni si, vsi izgledajo normalni, dokler jih ne spoznaš in prav, ja pa se ne vidi. Ja, majster, ti sed z mano, pa nimam kaj videti, ampak vidim še zmeri tega človeka, ki dišiš po nekem parfumu, krasno si se oblekel, lepo si se smečkal v štartu, zdaj pa po 2 urah pa ni več temu tako, ne, ti se še zmer smečkaš, ampak jaz vem, kdo si. Ja, pa ki imaš pa dokaz, ta star s tabo sem bil, vse je dost včasih, 15 minut, pa prepoznaš vse. Včasih moram pa reči, da so nekateri pijavkari zelo spretni igralci in tudi jaz rabim kaj več kot dan. Ne? Ni pa vsakmu takoj. Ok, odvisno, dobro se igrajo. Še ena izmed stvari, ki vam jo tudi tumbam, optimizem, pesimizem, bodite optimisti in biti pozitiven je spretnost v svetu, ki je poln stresa in skrbi. Ja, stres in skrbi so nam naložili, ucepili in s tem smo mi živeli, to so bremena, o katerih sem vam govoril, vršteh čez ramo. Biti pozitiven je stvar izbere, ne? Torej, ne vem, objavil sem to neko našo kolonco vozil, ne, pravosodno in to pa ni to, pa kaj ti to misliš, jaz to dvomam, da je to res, pa sem te spolke blokiraš človeka. Vse rekel, dobro, da je bod pozitiven, vse je ok, ja, ne, pa, no, mislim, nekako, če bomo vsi mislili, da je dobro, pol bo dobro, madonca, ne moramo biti zmeri v vseh stvareh, dokaz, nimam jaz dokazal, kako noter se počutim, ni šanse, ne, črno na belo mi daj, nimam, ne, Guantanamera je Guantanamera, zdaj kaj je on noter. Vse, pisec, mislim. No, tu sem pa nekako hotel vam dati. Znotraj nas je nekaj, ki ve, kaj narediti. To je moč večja, kot jo poznamo. Ne, this is the power that knows how to take care. Aha, ta moč je večja, ki pozna, kako
skrbeti zase brez naše pomoči. Torej, znotraj nas je sila, ki skrbi za nas boljš, kot lahko mi skrbimo sami zase. Okay? Vse, kar je, morate se njej predati. Predati svoje misli, stran, svoj mindset, svoje misli pa mind, pogled na svet, bom tako rekel, pa ego in to je treba predati toku, ki ve, kam mu je pot. Ta tok bo poskrbel za vas. Bo boljši, in ta skrb bo boljša, kakor si vi in mi lahko kadarkoli predstavljamo. Ne? Jaz sem rekel, da smo že očuvani, vsi smo ljubljeni, vsi smo očuvani, vse nas skrbi nekdo, entitete, ne vem, univerzum, ne vem, nekaj, tle se to začne za začetku, there is something within you, tukaj nekaj je znotraj tebe, kaj? Vse bomo mogoče tudi izraz pogruntali, ampak temu, kar je noter, je treba zaupati. To je pa ta notranji kompas, notranja integriteta in ta stvar bo za nas poskrbela bolj, kot si lahko sploh zamišljate. Torej, jaz sem rekel, bež ven iz sistema, joj pa ne morem, pa vele službo, pa pol položnice plačati. Stari, ne razumeva se. Ta stvar bo zate poskrbela boljš, kot ti lahko sam svojo službo in plačano položnico, ker ta tok energije znotraj tebe ve kako, in bo poskrbel za tebe. Jaz nisem lačen, odkar nisem šel v službo. Ne, nisem, celo drugače. Imam kapenih stvari, mogoče tudi takih, ki jih ne rabim, so prečudovite in mi dajo v meni nekaj, kar ne more denar nikoli kupiti. In to je ena gromozansko velika mera hvaležnosti. Okay? How long does it take for the people that have been lied? Koliko časa bodo ljudje, ki so bili nalagani, še potrebovali, da se priklopijo na realnost? Koliko časa bodo ti ljudje, ki smo rekli, joj pa so imajo glavo v pesku, pa tako nevedni, zlagani o vsem, koliko časa bodo robili, da se prebudijo, da ujamejo to realnost? Kako sem že hotel zdaj tole zapeljati? 3 leta. 3 leta. Pa smo zdaj nekako počasi začeli, se velja to za vse. Okay, vse smo vedeli, da v štartu nekaj ne valja s cepivi, pa so pa šla ven tuneli, pa pedofilija, pa papež, pa Vatikan, pa zlato, pa banke, pa farmacija, vse to je drek, pa politika, wow, kakve scene imajo zadnji, oni delajo genocid nad nami, wow. Mislim, vse to je v času 3 let smo spoznavali, ampak eni so se obračali stran, ker ne, to pa ni res, kje imaš pa dokaz, gonte so 3 krasne, evo tega, zdaj boš dobil po križu, mrzu leden tuš, pa boš dobil dokaz v tam. There will come time, tudi to sem vam že nekako zapakiral prej znotraj predavanja. Prišel bo čas, ko boste zgubili vse, vključno z vašimi mislimi, z vašim umom. Enkrat, ko boste zgubili svoj boste ostali brez vsega in boste imeli nič drugega kot vašo dušo. In takrat boste pogruntali, da ste nepremagljivi. Tudi to sem vam že skozi moje klobasancije, ki jim rečemo predavanja, probal razložiti, da imam v sebi moč, ki mi daje občutek, da lahko goro premaknem. Ja? Da lahko naredim karkoli. Spet po drugi strani pa sem pa hitro utrujen. Zdaj v nekaj obdobja sem imel, ko sem čist malo spal, zdaj pa imam obdobje, ko se pa naspati ne morem se spočiti, ampak nič hudega zaradi tega, ker naše telesa se spreminjajo, naš notranji jaz potrebuje počitek, da se umiri od vsega, kar smo živeli od začetka svojega življenja. En cel čas džumbus, galama, forca, pritisk, poniževanje, traumatiziranje in ne vem kaj, negativnost, prisila, strah in tako naprej. Ta zunanji svet narcizma
ne, je na nas jezen in nas ne mara, ker ne more razumeti, kako še zmeraj zmagujemo po vsem tem, kaj so se o nas zlagali in zmetali umazanije na naše ime. To je pa Tula poje. Tula je krasna. Ja, oni so umazali naše ime za našimi hrbti, to sem že govoril, ampak ne morejo zdaj razumeti, kako mi pa zdaj... Kako zdaj Turšič ima pa 880 naročnikov na YouTubeu, zastopaš subscribanih naročnikov. Kako lahko pa zdaj dobi 160 lajkov, ne? Jaz sem tudi objavil nekaj, pa imam 3 lajke. Kako zdaj Turšič? Pa Turšič je debil, ne? Sej tudi Jože in Peter in Marko in Andreja, vsi tako pravijo, da je debil. Valjda, ker so skupno povezani, da so nas sovražili. Itak pa sami sebe sovražijo, se nima veze. Kakorkoli jezni so na nas in nase, zato ker nas niso dovolj pobili že v štartu. Do konca, ne dovolj, do konca. In enaka svetloba, ki jo vidite v drugih, ne, sveti tudi znotraj vsakega posameznika. Ne pozabite tega. Če opazujete velike ljudi, to isto je v vsakmu izmed nas. Ne? Mislim, težko si predstavljaš, ne, da je tisto, kar sem jaz v Freddiju Mercuryju videl, da je tudi v meni. Ne? Ampak ja. In pa od Bob Marleya tudi ta ista svetloba. Ne? Ja, pa Bob Marley je kadil, ja, Freddie Mercury je mu pa čudne zobe. Ne? Noben ni popoln, ne? Ampak svetloba znotraj je pa iz istega vera, iz istega izvora, kamor pripadamo vsi, tej bom rekel neskončni energiji, ki skrbi za nas in nas vse pelje tja, kamor mora in treba se temu prepustiti, medtem ko se bojevnik ne prepušča. Ne? Ko ti nekdo reče, greva sem, bojevnik se ne prepusti, kar vsaki taki liziki. Ne? Prepustiti pa se je treba toliko univerzuma. Dragi moji, sem še nekaj hotel povedati. Ne s prstom kazati na nikogar, treba pa je nujno spoznati, kaj je za nas strupeno. Torej, narcizem je strupen, ne smemo pa reči, ti si kriv, ti si grd, ti moraš ono. Tudi na pikniku smo imeli te, ki so se ušunjali, vse prepoznavamo, nič bat, vse ok, bomo... Itek bo gnilo sadje, samo padlo dol z drevesa. Sploh ne rabimo nobeno nič narediti, ker se bodo izkazali sami in osramočeni hodili po ulici, oziroma sploh ne bojo. Zdaj, ena se mi zdi tudi dobra, dajmo javno osramotiti te punce, ki so preteple uno punco, pač ta škandal, ne? Zdaj to je dvignilo prah, ne? Prej genocid ni dvignil prahu, ne? In zdaj tu treba javno dati te punce, da bodo pometale, pa jaz sem tista, ki sem tepla. No, ampak vpletene v genocid bi bilo tudi treba javno izpostaviti, v te, ki so bili vpleteni v prevaro in v pomoč pri prikrivanju genocida. To so vsi mediji, konec tudi na lokalnem nivoju imate ljudi, ki so rekli, pomoč Ukrajini, samo cepljenje nas bo rešilo, vse je v redu. Vse je v redu, ampak tisti njihov v redu ni bil v redu. Tako da zmer je tanka meja, bodite previdni, pozorni, narcisi krčevito iščejo svoje alibije, ne padejte na fore in prevarice. Zelo dobro so zamaskirani, po drugi strani maska razpada, jih vidiš, ne more vzdrževati maske. Tako da, glejte, dragi moji, vse je ok, vsak mora na sebi delati in pičimo dalje in bomo se srečali v novem svetu s prečudovitimi ljudmi, ker sem prečudoviti, bomo ostali, umazano ne bo ostalo. Dragi moji, uživajte dan, petek je, jutri pa Zoom, komur pa še. Komur pa ne. Dašte se, uživajte pa, čak, zdaj bom pa probal še zaključek narediti, takole. Zdaj bom takole narediti, vsak, pa takole, uživajte, ajde, čaos.